tukaj so ilovnata tla. Ja. In tukaj ni tako, da bi ponikalnico naredil, da bi šlo sploh v zemljo. Gre naprej v področje Nature 2000. To področje bi vam pa pokazal, ampak žal je navlečeno razno vejevje in tudi invazivne rastline so navlečene na ta del, tako da žal teh kadrov ne bomo mogoče nikoli več videli. Tudi je nekako zagrajen iztok iz Bliska, ki je bil v preteklosti že opustošen prav z aluminijem, s katerim se ukvarja. Aluminij pa je element, ki lahko povzroči živčnemu sistemu veliko škodo, demenca, Parkinsonova bolezen in tako naprej. In tukaj morda računamo tudi, da nam prisluhne zdravstvena stroka, da ugotovi, kakšne so posledice na ljudeh, ki leta to prenašajo, tole, takole sorte proizvodno tega svobodne gospodarske pobude. Mislim, da ni prav, da jo samo oni plačajo in pa seveda rastline, živali. To bi veljalo narediti pravzaprav podobno, kot se to dogaja zdaj v primeru Salonita in prebivalcev tega dela Soške doline, ko je zdravniška stroka močno povzdignila svoj glas. Vemo sicer, da se kljub temu, da zdaj ne v smislu zakonodaje, ne v smislu izboljšanih ureditev, zmanjševanja onesnaženosti, ni še nič zgodilo, pa vendar upanje ostaja. Ja, zanimivo je, da na Anhovem so poskušali vplesti zdravstveno stroko, seveda je bilo polno podtikanj, meritev, ki jih opravlja Salonit in so vse po vrsti fantastične. Imamo domala zrak prve kategorije, tako kot na Bledu ali Bohinju, take kakovosti, podobno je pa v bistvu tukaj. Tudi tukaj se opravljajo meritve, ampak domačini vedo, da 3-krat prestavljena mobilna naprava Kranjske občine, ki je obrnjena v krošnjo drevesa, ne bo zmerila natančno. Tudi ob tem požaru, naprimer, kakšne povišane količine CO-ja ali pa CO2-ja ni bilo mogoče zaznati s pomočjo teh kamer v živo oziroma senzorjev v živo, ki merijo povečano vsebnost PM10, delcev PM2,5 in tako naprej, žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in teh parametrih standardnih. Vidimo pa, da se proizvodnja nemoteno odvija tudi danes naprej. Tako da videli bomo, kakšen bo odziv javnosti, kakšen bo odziv zdravstvene stroke. Mislim pa, da je premalo, če je samo zdravstvena stroka. Že zdavnaj bi morali se povezati resursi države in ugotoviti, kdo ima na tem območju ustrezne papirje. Sploh najprej to, kakšno sorte proizvodnje se upravlja, koliko je odpadkov, kakšne vrste odpadkov imamo, a so to nevarni odpadki, a ne nevarni odpadki. Vse te stvari so naložene, recimo v Blisku, ampak do danes kakšne presoje vplivov na okolje nismo zasledili na spletnih straneh. Tip proizvodnje, ki jo pa upravlja Blisk, pa je zelo podoben tipu proizvodnje, ki jo opravlja Ekol. Gre za naprave, ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega, če ravno Blisk ni pridobil še okoljevarstvenega dovoljenja. Ampak načeloma je na sami meji in država mu je odredila, da mora to storiti, da to presojo mora narediti. Zdaj so merila od naše pritožbe 3 leta, te presoje nismo videli. Nasploh pa je ureditev tega področja nujna tudi zato, da se ne bi ponavljale prakse, kot v tem primeru, ko ste na končni epilog nekoliko
ironično vrednotili, rekoč, češ, da so na koncu za požar nastal zaradi težav na električni napeljavi krive veverice in okoljevarstveniki. Ja, vzroki za požar so bili že v preteklosti precej čudni, tudi posledice požarov so bile različno vrednotene. Naprimer, pri zadnjem požaru v Ekolu so bila uradna poročila zelo mila do onesnaževalca, medtem pa so domačini iskali pomoč v ustreznih zdravstvenih inštitucijah. O tem se ne govori, to se je zamolčalo, mislim pa, da bi se moralo. Prav tako je tukaj vprašanje, kaj in kdo varuje te objekte. Ali so to objekti take vrste, da bi moral biti nadzor 24-urni, da bi moral biti konkretni in strokoven nadzor nad temi objekti in proizvodno in temi napravami. Tako da bistvena zadeva za nas, okoljevarstvenike, je ta, da pač objekti niso ustrezno umeščeni v prostor, da so umeščeni na področje, kjer ne bi smeli biti. Zavedamo se, da morajo nekje biti, ampak to je, če bi lahko izpravili slabšo lokacijo, jo ne bi mogli najti za to vrstne objekte. In morda je prav zaradi tega tako težko premakniti stvari z mrtve točke.